Zamah dotika, 6. samostojna knjiga poezije za odrasle avtorja Milana Šelja, že v svojem naslovu vsebuje močan kontrast. Zamah, ki asociira silo, hitrost, in dotik, ki napotuje na nežnost in bližino. Kako se ti sili dopolnjujeta? Kako se povezujeta z večplastnim, a pomenljivim motom knjige? Vse manj nas je, ki se spomnimo začetka poti. Milan Šelj je ustvaril močno, zelo natančno in premišljeno zgrajeno knjigo, ki pripoveduje o pomenu spomina in spominjanja, o večnem, neusahljivem prepletu Erosa in Thanatosa, pa tudi o tem, kakšen je bil in je odnos družbenih skupnosti do kvirovske identitete. O knjigi Zamah dotika, ki je izšla v zbirki Lambda pri založbi Škuc, se bom z avtorjem pogovarjala Tina Kozin. V 60-ih nismo imeli kosilnice. Ne spomnim se, da bi kdaj videl očeta s kantico v roki, s katero bi šel na Petrol po gorivo. Pripravil je koso. Brusni kamen je pel po topem rezilu. Moški so vstali navsezgodaj. Proti 4 so padale bilke med roso, potne srage so jim povzele po sključenih hrbtih. O 5 zjutraj so bili v kratkih hlačah, goli do pasu. Vlaga je puhtela, sopara jim je silila v obraze, med stegna in se mešala s sončnimi žarki, z vonjem gladeža in z drobirjem kraških trav. Pokošene so obležale s preznojenimi kosci. Počili so zleknjeni v senci in razgreti čakali na fruštek. Pod borom smo v tišini iz sklede žlicami zajemali polento s kislim mlekom. Previdno sem jo nosil v usta, v strahu, da ne bi kdo opazil, kam je uhajal pogled, kje se je na razgaljenosti ustavilo oko. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Izšlo je. Kot sem napovedala, danes gostimo Milana Šelja. Pogovarjala se bova o njegovi novi knjigi poezije. Slišali pa ste v avtorjevi interpretaciji ravnokar tudi uvodno pesem v knjigo. Gospod Milan Šelj, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala. Tole je izredno močna pesem, ki se bova v najinem pogovoru še dotaknila. Začela bi vendarle pri naslovu. Omenila sem ta izrazit in učinkovit kontrast v naslovni sintagmi. Pa me zanima, kako sami vidite preplet teh dveh sil, bomo rekla, kajti tudi dotik je svojevrstna sila, ne? Ja, seveda. Ne vem, mislim, da je bila glavna misel ta, da dotik pač preseže minljivost. Na nek način tudi smrt, tako je moje prepričanje. In z dotikom dosežemo drugega človeka in ta človek se dotakne nekoga drugega in tako gre ta dotik naprej. Seveda je lahko dotik tudi nevaren, lahko je ubijalski. Skratka, ta zamah dotika je lahko zelo kompleksen in mislim, da se je nekako tako potem izpisalo tudi v zbirki. Ta implikacija kose, ki je v naslovu vsebovana in ki jo potem seveda nakazuje oziroma eksplicira tudi uvodna pesem, ki ste jo prebrali, je potem tematizirana na različnih ravneh še skozi vso zbirko in ves čas se prepleta s to
ljubeznijo in z dotikom, takim ali drugačnim. O tem bova govorila v nadaljevanju tudi, gre za eno izmed zelo pomembnih dvojnosti te knjige, kot ugotavlja tudi avtorica Tehtne spremne besede, doktorica Alojzija Zupan Sosič. Ampak začniva zdaj še nekje drugje. Kako je ta vaša knjiga poezije, 6. po vrsti za odrasle, kako se navezuje na vaše prejšnje knjige? Se vam zdi, da gre za nekakšno logično nadgrajevanje poetike ali vidite vendarle tudi kakšen prelom v razmerju do teh knjig? Ja, se mi zdi, da pač moja poezija je izpovedna poezija in je živa poezija in se mi zdi, da sem kot neke vrste rudar, ki koplje v svojem kamnolomu, oziroma če sem kamnosek, potem kopljem v svojem kamnolomu in izbiram material, ki ga potem oblikujem in seveda v različnih življenjskih obdobjih si pripravljen pisati in govoriti o določenih stvareh. Tako da se mi zdi, da sem v tej knjigi res se lahko dotaknil določenih tem, o katerih prej nisem mogel pisati. In je bil ta molk, oziroma ta molk srca, kot temu rečem, res boleč. In v življenju seveda, ko greš naprej z vsako knjigo, se nekako razvijaš, vsaj upam, in seveda svojo literaturo zoriš in potem s tabo zori tudi tvoja beseda, tvoja poezija in upam, da je to v knjigi sedaj razvidno. Tako da ja, mislim, da je to definitivno bilo neke vrste iskanje naprej. Zelo, zelo premišljeno zgrajena knjiga, pa hkrati tudi neprisiljeno. Me pa zanima, tale uvodna pesem, ki smo jo slišali, je večplastna in predstavlja izrazito močan vstop v knjigo, hkrati pa bi lahko v njej odkrivali vse, kar se pozneje izreka, tudi različne teme, različni motivi. Pa me zanima, je to bilo že od samega začetka premišljeno, ne bom rekla pesniško, avtorsko dejanje, ali je bilo bolj intuitivno? Kajti gradimo včasih tudi intuitivno, a ne? Ja, mislim, da je bilo zelo intuitivno. Pesem ni bila mišljena kot ne sedeš in rečeš, to bo prva pesem v pesniški zbirki. A ne? In jaz zmeraj pravim, da vsaka pesem seveda mora stati sama zase, na svojih nogah. In to se je pokazalo šele potem, ko sem sestavljal zbirko na koncu, ko imaš pred sabo vse te kamenčke in ponavadi res zložim pesmi po tleh v sobi in potem nekako najdeš in zagledaš neko zgodbo pred sabo in potem poskušaš položiti te kamenčke, da so stvari nekako povezane. In ne vem, jaz se zmeraj trudim, da bi napisal knjigo, ki ima nek koncept. Pač to mi je blizu, tak je moj namen in tokrat se je res izpisal nek tak koncept in je potem postalo logično, da ta pesem mora stati na začetku zbirke. In seveda, ko napišeš tako pesem, ponavadi sproži en plas drugih stvari in potem so se izpisale zaradi te pesmi določene pesmi, ki ji potem sledijo. Tak je bil nekako proces. Sami ste dejali pred snemanjem, da se počutite, kot da bi napisali roman v verzih in dejansko bi se dalo govoriti tudi o tem. Bova to morda utemeljila še med samim pogovorom. Omenila sem moto, ne? Večplastanje. Rekli ste tudi, da ste v srcu nosili molk. Je ta spomin kako povezan s tem molkom? Seveda je, ne? In zakaj je tako pomembno se spominjati začetkov poti, katerih začetkov, in pa še, je vaša knjiga svojevrstno dejanje proti amneziji nekega spomina? Ja, seveda. Ta molk je bil neke vrste
stres, skozi katerega greš. Tu mislim predvsem na 80. in 90. leta, ker sem precej pisal v knjigi o AIDS pandemiji in o žrtvah AIDS-a in o tem je seveda še vedno vlada določen molk in po drugi strani ogromno ljudi, zlasti mlajših generacij, sploh ne ve oziroma ve zelo malo o teh časih, o teh letih, ki so bila res, vsaj za našo LGBT skupnost, na nek način katastrofalna. Po drugi strani pa so bila en tak trenutek, ko smo morali stopiti skupaj, ker smo res poznali, da smo dobesedno sami in je morala skupnost poskrbeti sama zase. In so bila to res leta velikega in zelo jeznega aktivizma. Zato je pisanje o tem zelo pomembno. Prav v današnjih časih se mi zdi, ko določene stvari razpadajo, ko mislimo, da je individualizem vse in korona stvarstva, ampak v skupnosti je moč. Seveda tam skupnost je lahko skupek najrazličnejših interesov, razmišljanj in v tem je lepota. Če bi vsi razmišljali na enak način, bi bil en živ dolg čas. Heteronormativna družba ima seveda veliko krivdo in se tega upam, da zaveda, ker so nas res dobesedno pustili na cedilu v 80. in 90. letih in je bil ta boj zelo hud in številke, mislim, da statistike, seveda za AIDS-om niso umirali samo geji in ljudje iz LGBT skupnosti, umirali so hemofiliki, ogromno žensk je umrlo in bilo okuženih s HIV-om in umrlo za AIDS-om. Tako da te številke so res ogromne. To so milijoni in milijoni ljudi, ki so umrli zaradi AIDS-a. V naši skupnosti, v LGBT skupnosti, pa tako kot sem rekel prej, mladi res pogosto vejo premalo in jaz kar naprej poudarjam, kadar se pogovarjam z mlajšimi in z mladimi ljudmi, da je zelo pomembno, da vemo, od kje prihajamo, da lahko potem vemo, kje smo in kam gremo. Če ne poznamo svoje zgodovine, ne samo, da ponavljamo svoje napake, ampak mislim, da nas dela to močnejše in bolj samozavestne in zato gre. Razmišljala sem, da bi spregovorila vsaj malo, da predstavite knjigo, razdeljena je v več sklopov za tiste poslušalce, ki je niso še prijeli v roke. Ja, pesniška zbirka je izgrajena iz 6 sklopov. Nekako se začne v otroštvu, v ruralnem okolju, na podeželju, kjer sem odraščal. Jaz sem doma iz Vipavske doline in sem pisal o prvih spominih, ko se začneš zavedati, da si tudi senzualno, seksualno bitje. V drugem sklopu pišem o tem premiku iz podeželskega okolja v Ljubljano. Jaz sem prišel v Ljubljano leta 1979. Ta leta, potem zgodnja 80, ko sem bil na univerzi, so bila seveda zelo vznemirljiva leta. To je bilo obdobje družbenih gibanj, seveda tudi začetek LGBT gibanja v Ljubljani, prvi Magnus festival, ko se je prvič začelo odkrito govoriti in pogovarjati o tej tematiki. In potem seveda kasneje v 90-ih so šle stvari občutno naprej. Potem v tretjem sklopu sem govoril o svojih izkušnjah, ko sem šel prvič v tujino. Pač v socializmu so bile stvari malce drugačne. Mlajše generacije mislijo, da je bilo življenje verjetno zmeraj takšno, kot je danes, ko je lahko spakirati nahrbtnik in greš v svet. Takrat so bile stvari zelo drugačne in zame je bil ta vstop na divji zahod res ne samo pomemben, ampak mi je odprl oči in sem se lahko sprejel takšnega kot sem. V naslednjem sklopu se premaknem v London, kjer živim že skoraj 35 let
In London me je seveda zaznamoval na poseben način. Mislim, da brez odhoda v London bi bil zelo drugačen človek. In potem se je krog pač tako obrnil, da sem prišel nazaj in zdaj živiva s Petrom na Krasu že 15 let, pol leta na Krasu, pol leta v Londonu. In v tem sklopu sem govoril tudi o bolezni, ki me je doletela. In na koncu, v zadnjem sklopu, ki ima naslov K sebi, se nekako v zbirki vrnem nazaj k sebi, krog se nekako zaključi in ta krog ne vidim kot krog, ampak kot neke vrste spiralo, ki se neprestano ponavlja in je v tem neke vrste lepota. Ta sklop je zelo liričen, medtem ko je otroški sklop, ga bom tako zdaj imenovala, je pa izrazito pripovedno naravnan, čeprav ne, je pa to tudi hkrati čista poezija, ne. Ima močan ritem, dajete ogromno prostora bralcu, niso to enoplastne pripovedi, ne. Zanima me, kako to, da ste za otroštvo izbrali prav to obliko? Ja, v poeziji je treba koncentrirati stvari. Jaz že od vsega začetka pišem zgodbe, ampak nekako sem odkril, da mi pisanje proze manj leži in v poeziji moraš, tako kot sem rekel, koncentrirati stvari. In recimo tudi, ko sem pisal pesmi za to zbirko, sem opazil, da nisem nikoli dopisoval, ampak sem vedno rezal. Ker v poeziji res moraš stvari koncentrirati in hočeš povedati najbolj bistvene stvari, vsaj tak je moj namen. V poeziji moraš paziti na vsako besedo. Meni je seveda ritem zelo pomemben, ker poezija je druga vrsta glasbe. In če poezija nima ritma, potem ni glasbe in potem poezija ni poezija. Milan Šel, tole vprašanje sem vam želela sicer zastaviti malo pozneje, ampak je pravo izhodišče zanj prav na tem mestu. Zanima me, kako potencialno usodna bolezen, o kateri govorite v sklepnem delu in ki sva jo omenila, kako zaznamuje avtorski glas. Ja, rak je seveda še vedno neke vrste tabu. Opazil sem, da ljudje radi čim manj govorijo o tem. In v svojih pesmih sem hotel pisati na humoren način. Včasih celo rahlo obešenjaški humor, ker se mi je zdelo pomembno govoriti o bolezni na drugačen način, skratka. Ne vem, seveda je nevarno, da zaideš, ko pišeš o takšnih stvarih, v patetiko in temu se je včasih težko izogniti, je res tanka ta črta med sentimentalnostjo, patetiko in jokavostjo. In ja, seveda, bolezen te prisili, da se soočiš s svojo smrtnostjo, s svojo končnostjo. In potem včasih vidiš stvari na drugačen način, razmišljaš potem na drugačen način in to potegne stvari za sabo in tudi pišeš potem tako. Ne vem, hotel sem pisati tudi o krhkosti, ker imel sem občutek, da ljudje pričakujejo, da bomo mi, ki gremo skozi tako bolezen, vse skozi močni. In mi moramo biti močni, da gremo skozi to, ampak potrebujemo trenutke krhkosti oziroma potrebujemo prostor, kjer si lahko dovolimo biti krhki. In tu je bilo potem zatočišče v poeziji, se mi zdi. Tu sem si dovolil biti krhek in pisati o tem. In v ljubezni. Seveda, ker ko smo krhki, ko smo ranljivi, ne vem, se mogoče na nek način lažje odpremo drugim ljudem. Seveda na drugačni ravni, ampak je pretok komunikacije
globlji in več pomenski. Milan Šelj, med branjem knjige lahko razberemo, da je za govorca, o tem, v kakšni meri ga lahko izenačimo z vami in v kakšni ne, bova malo pozneje, lahko ugotovimo, da so bili za govorca ključni tudi 3 premiki. Prvi je premik iz ruralnega okolja v Ljubljano, potem gre za premik iz Ljubljane v tujino in potem za ta trajnejši premik v London. Tu gre tudi za različne časovna obdobja, za različen odnos do LGBT skupnosti, tudi za različno doživljanje svoje identitete. Zdaj sem vam mislila sicer postaviti to malo ločeno vprašanje, ampak ker ne čas priganja, vas bom vprašala, kako sami vidite te prehode, kolikor lahko seveda tako strnjeno odgovorite. Ja, kot sem rekel že prej, zame so bile te poti najprej v Belgijo, ker sem imel pač to priložnost v 80-ih in potem v London v 90-ih, jaz sem šel v London leta 92, so bile to velike prelomnice. Ne vem, London mi je dal širino duha. London je res kozmopolitska prestolnica, ljudje z vsega sveta. Ta energija je res nekaj, kar te posrka vase in ta svoboda. Brez tega bi bil sigurno drugačen človek in mogoče sploh ne bi začel pisati. Pravzaprav. Jaz sem začel zelo pozno. Prvo zbirko sem izdal šele pri 46. Tako da vidim te prehode kot velike prelomnice, ampak potem tudi ta prihod nazaj. Konec koncev pišem v slovenskem jeziku, ker se mi zdi, da prav skozi svoj jezik, slovenski jezik, lahko sežem najgloblje in mi je bil ta stik seveda z jezikom vedno zelo pomemben in avtomatično to pomeni, da so, upam vsaj, moji bralci in moje bralke tukaj. V angleščini nisem nikoli imel potrebe, da bi začel pisati, ker jaz pravim zmeraj, za pisanje poezije je vedno pomembna potreba. Če ni potrebe, potem ne vem, nastanem lahko kaj drugega. Ampak ta pot se je nekako organsko zaključila, ta spirala, kot sem rekel prej, in me je pripeljala nazaj na Kras. In seveda LGBT skupnost je pa naredila tudi zelo dolgo pot, tudi v Sloveniji. Stvari so se seveda zelo spremenile. Prej sem hotel omeniti, ko sem omenil 90. Pojavila se je založba Škuc Lambda, Visibilia, kjer je začela izhajati ne samo literatura v prevodih in strokovna literatura, teoretična literatura, ampak je bila platforma za nove slovenske glasove, kjer so številne pesnice in pesniki in prozaistke in prozaisti začeli svojo literarno pot. In ta literarna scena je zelo živahna, zelo živa, kreativna, uporna in premalo poznana. Moje prepričanje je takšno, da premalo smo včasih se zavedamo pravzaprav, kakšno srečo imamo, da imamo in Lambdo in Visibilio, ti 2 založbi, ki skrbita za našo literaturo. Meni se zdi sicer ta literatura LGBT skupnosti, zato sem rekla, ker ste jo omenjali, zelo prepoznavna sicer, ampak morda je to občutek profesionalne bralke, ki pač spremlja vse, ne? Tako da ne znam govoriti za širše množice. Hvala, odgovorili ste mi točno tako, kot sem želela, namreč predvsem me je zanimal ta vidik pesnika, ne, in njegovega razvoja, ki se zelo, zelo dobro kaže tudi v sami poeziji. Spet sva tu, ne, nekako spomin, dejstva, leposlovje. Rekla sem, da vas nočem izenačevati z govorcem, čeprav bralec kar nekako zdrsne v to, tudi zaradi imen dejanskih osebnosti, ki se pojavljajo
v knjigi, potem so tu natančne navedbe kraja, recimo, kjer se je nekaj zgodilo. Kako vi kot avtor doživljate to razpetost, bom rekla, med avtobiografskostjo, med neko iskreno izpovednostjo, ki jo v vaši poeziji odkriva tudi avtorica spremnega besedila, in med tem, da je literatura vendarle prostor neke neomejene svobode in načelne nezavezanosti dejstvom stvarnega sveta. Ja, ne vem, vse, kar pišem, ni avtobiografsko. Pišem pa lahko samo iz sebe. Tako da te drobce, ki poberem iz svoje notranje zakladnice, če temu tako lahko rečem, moram preoblikovati na nek način, da so potem lahko dostopne bralkam in bralcem. Zakaj pa je bilo za vas pomembno, da se recimo pojavijo v knjigi dejanske navedbe krajev in seveda tudi oseb, pa zdaj ne mislim oseb, ki so preminile zaradi AIDS-a, ne, za te je samoumevno seveda zakaj, ker gre za neke vrste spomin, poklon, ampak tudi ostale, ne? Ja, seveda, moja pesniška zbirka niso dnevniški zapisi, ampak ko sem sestavljal zbirko, se mi je zdelo, da bi bilo nekako lažje za bralce slediti temu širšemu, večjemu loku, tej zgodbi, če hočeš, v zbirki, s tem, da sem navajal imena mest, imena ljudi, da imajo neke predzgodbe. Skušal sem ustvariti res določene plastične like. Teh ljudi je bilo seveda veliko več. Za zbirko izbereš določeno število ljudi, določene stvari moraš skoncentrirati, skrčiti in strniti v neke celote. In to je bilo potrebno zato, ker sem nekako preskakoval iz prostorov, različnih prostorov, različne čase in sem upal, da bo tako bralcu lažje slediti tej širši zgodbi, ki se v zbirki izpiše. Milan Šelj, o poeziji je treba govoriti čim manj. Midva sva povedala že kar nekaj o njej. Kaj pa, če bi najin pogovor zaključila z vašim branjem še ene pesmi? Ja, z velikim veseljem bom prebral še zadnjo pesem iz zbirke. Vse pesmi v zbirki so seveda brez naslovov in takšna je tudi ta. Ležim ob tebi in kmalu bo jutro. Med tvojim enakomernim dihanjem se spominjam trenutkov, ko si nisem dovolil, da bi me bilo strah. Vem, da lepota ni le v obsedenostih po popolnosti, absolutnem, enkratnem. So sledi krhkosti na zemljevidih neznanih poti. Dotiki teles, razkritih z ognjem poželenja, ki ne pozna sramu. Je iskanje zavetja, kjer sem najbližje tebi in samemu sebi. In v trenutkih ranljivosti skušam doumeti moč ljubezni. Milan Šelj, najlepša hvala. Spoštovani poslušalci, vam se seveda zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Izšlo je. Z vami sva bila avtor knjige Zamah dotika, Milan Šelj. Knjiga je šla pri založbi Škuc v zbirki Lambda. Z njim sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Damjan Rostan.